Pozdravljeni na naši novinarski konferenci. Se večino govora predsednik, tako da lahko restavite mikrofon. Povabili smo vas glede referenduma, ki se pač nam bo zgodil 12. Tako da zgleda, da vse gre na neke 10. smo imeli volitve, 12. referendum. Upam, da 1.1. ne bomo imeli takšnih stvari, pa da smo lahko posvetili praznikom, ker se nam zdi, bom rekel, totalni referendum mogoče zadeva, ki bi lahko absolutno rešil drugače, kot pa s tem, da pač zapravljamo davkoplačevalski denar, ampak več v našem stališču predsednik magister Darko Krajnc. Hvala, Jože. Lepo pozdravljeni. Zdaj stranka Mladih Zelene Evrope se pridružuje referendumski kampanji. V tej kampanji bomo sodelovali aktivno, seveda v skladu z našimi sredstvi in s tem bo potem verjetno še tajnik kaj povedal, na kak način bo tehnično potekala naša kampanja. Sodelovali smo tudi v kampanji leta 2005 o prejšnjem zakonu. Uvodoma pa moram povedati, da nismo zadovoljni niti z Grimsovim zakonom, niti z Šircinim zakonom. Oba zakona sta namreč nedemokratična, predvsem zaradi tega, ker omogočata ustvarjanje političnih monopolov skozi javno radio-televizijo, zdržujeta uzurpacijo oblasti in to zgolj skozi to, ker se nihče, ki ni v parlamentu ali v vladi, nima možnost soočati s temi istimi, ki so tam. To pomeni selekcija parlamentarne in neparlamentarne stranke in seveda liste, kjer so dvojni termini, kjer so termini za parlamentarne stranke tudi večji, daljši in seveda v tistih nekih prime terminih tisti, ki pa niso, ki si želijo družbene spremembe, ki so očitno v Sloveniji potrebne, glede na to, da imamo politično krizo, pa te spremembe težko dosežeš, če nisi slišan. Gre tudi za pravico javnosti do informiranosti, ustavno pravico. Menimo, da je tudi ta pravica kršena. Bile so že številne ustavne presoje tega zakona, prejšnjega zakona RTV narejene, vendar ponavadi je zaradi nekih procesnih razlogov ustavno sodišče te pobude zavrnilo. Te pobude so takrat dali določene neparlamentarne stranke. Mi smo leta 2009 formirali tudi koordinacijo za spremembe volilne in medijske zakonodaje preko 20 neparlamentarnih strank, ki je na ta problem opozarjalo in tudi ministrstvu in pripravljalni skupini, ki je pripravljalo ta zakon, smo poslali konkretne predloge, kaj je sporno v zakonu, v prejšnjem zakonu 12. člen, sedanjem pač 11. člen zakona RTV Slovenija 2, ki ravno to selekcijo na parlamentarne in neparlamentarne stranke povzroča. Če gremo iz osnove, imamo volilne zakone, ki govorijo, na kak način nekdo lahko postane kandidat ali pa neka lista ali stranka lahko vloži kandidaturo. Od tam naprej Državna volilna komisija, Republiška volilna komisija naredi čisto enakopraven žreb za vse, ki so se udeležili in so prisotni v volilni kampanji. Potem pa prideš do nekega nacionalnega medija, ki pa ta žreb ne naredi enakopravno med vsemi udeleženci volitev, ampak razdeli žogice v dve skupini. Mi smo tudi že v preteklosti take žrebe na določenih medijih bojkotirali. Enakost pred zakonom ni zagotovljena, tu vztrajamo in zaradi tega bomo na referendumu stranka Mladih Zelene Evrope glasovali proti zakonu, ker ne verjamemo, da ob morebitni veljavnosti tega zakona bo v kratkem prišlo do sprememb, do tistih sprememb, ki sedaj kažejo, da so res škodljive in slabe, ker tudi leta 2005 smo opozarjali, glede na to, da je bil tudi referendumski izid zelo tesen, smo že takrat apelirali na takratno oblast, da naj zadeve v zakonu spremeni, vendar se to ni zgodilo. Tako da, če zakon ne bo zavrnjen, nimamo nobenega upanja, da se bodo zadeve popravile. Zatorej, zakon je potrebno zavrniti, ta zakon ne sme veljati,
Seveda pa je tudi ta zakon, ki je trenutno veljavno slab, tako da pričakujemo, da bomo potem skupaj civilna družba in politične stranke in seveda vsa zainteresirana javnost spostavili nov, boljši zakon. Seveda so pa tudi nekatere druge slabosti v tem zakonu, o katerih bi se dalo debatirati. Tu gre predvsem za razveljavitev statusa javnega zavoda. Sicer zakon v določenih segmentih je strokovno dobro pripravljen, vendar nas eksplicitno moti ta segment, ki onemogoča neparlamentarne stranke in liste, tudi civilne iniciative in ki zmanjšuje stopnjo demokracije v Sloveniji. Zato pač stranka Mladih zelenih Evrope glasujemo proti temu zakonu. Pozivamo pa seveda vse volivke in volivce, da se referenduma udeležijo. Še eno stvar bi tu poudaril, večkrat smo pričali nekim žuganjem, predvsem ponavadi predstavnikov oblasti, vlade, ki govorijo, ja, referendumi so dragi, tu tisti, ki zahtevajo referendum, povzročajo neko stran metanje davkoplačevalskega denarja. Mi smo že 10 let nazaj predlagali dan za referendum, vendar je ta sedaj že verjetno pase in je potrebno predlagati in tudi predlagamo elektronski referendum, elektronske volitve ali internetne in mobi volitve. Pred kratkim so imeli v Braziliji predsedniške volitve, ki so bile izvedene elektronsko. Slovenija se ima za razvito družbo, mi verjamemo, da je dovolj razvita, da bi si lahko vsaj en referendum, morda nekoč kot nek pionirski projekt privoščila na tem področju in ga izvedla elektronsko. V Estoniji, kot vemo, imajo že mobi volitve, tako da naše proaktivne ideje iz leta 2000-2002 so bile takrat spregledane, rečene, da pač to ni možno, drugi sedaj so to že vsi izvedli, Slovenija pa še vedno caplja na mesto in potem se pogovarjamo, kako so te zadeve drage, kako jih je nemogoče izvajati časovno. Mislimo pa, da za neko tako noviteto, glede na to, da tudi tehnologija napreduje, lahko te stvari približamo tudi javnosti in bo tudi udeležba večja, da se ne ponovi spet kak referendum o pokrajinah z 10% udeležbo. Tudi tu bi se bilo potrebno vprašati, kateri referendum in s kakšno udeležbo je potem sploh relevantno, pa katere odločitve bi morale veljati. Hvala lepa. Hvala predsedniku. Glede samega pač formalno-tehničnih zadev, stranka kot je že odprla transakcijski račun, kot vemo, je pač to potrebno. Tudi prijavili smo organizatorja in odgovorno osebo od Državne volilne komisije, kateri sporočili številko TRR-ja, kar pač zakonodaja zahteva. Tako da z tega vidika se bomo pač udeležili kampanje, glede samih pač sredstev porabe, bom rekel, bo verjetno blizu zadevi, ki smo jih pač imeli na referendumu za arbitražni sporazum med Republikama Slovenijo in Hrvaško, kjer smo pač porabili 21 evrov. To je pač orožje, ki je pač potrebno za odprtje transakcijskega računa, brez katerega pač ne moreš sodelovati v kampanji. Tako da tukaj smo glih, bom rekel, pred 10 dnevi dobili tudi revizijsko poročilo računskega sodišča, ki se mora pač ukvarjati tudi s takimi organizatorji, ki pač porabijo 21 evrov. Tako da mislim, da tukaj je velika energija vržena stran, da ne rečem tudi denarja, kjer bi pač lahko prišli do takšnih bom rekel, veliko cenejša in že enkrat, kot je že predsednik rekel, dovolili, da ta zakon napiše stroka, ne pa vsakokratna politična elita. Tako da zdaj, če so še kakšna vprašanja, glede pač vsebine, bo predsednik odgovoril. Če pač ste dobili vse odgovore, se da pač vidimo, bom rekel, kdaj drugič. Hvala lepa, prosim, kratko izjavo. Hvala, da.